Vas zanima, kako na delovno mesto, ki se nahaja v Sloveniji, zaposlite delavca, ki nima slovenskega, ampak državljanstvo druge države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice? Potem si poglejte ta video in povezave pod njim. Državljani članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice imajo prost dostop do trga dela, kar pomeni, da brez delovnega dovoljenja lahko v Sloveniji delajo, se zaposlijo ali samozaposlijo. Postopek zaposlitve poteka enako kot pri zaposlovanju domačih državljanov. Poglejmo si korake. Najprej je potrebno objaviti prosto delovno mesto v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Sledi izvedba izbirnega postopka in preverjanje, ali izbrani kandidat izpolnjuje pogoje za zaposlitev, še posebej pozoren je treba biti pri reguliranih poklicih. Potem sta na vrsti zdravstveni pregled na stroške delodajalca in podpis pogodbe o zaposlitvi. Predlog pogodbe o zaposlitvi naj delavec dobi dovolj zgodaj, najmanj pa 3 dni pred podpisom. Pogodba naj bo v slovenskem jeziku, po potrebi pa tudi v jeziku, ki ga delavec razume. Nato je potrebno pridobiti slovenski EMŠO, če ga delavec še nima. To se lahko uredi na 2 načina. Prva možnost je, da dopis za dodelitev EMŠO delodajalec naslovi na Zavod za zdravstveno zavarovanje in priloži sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kopijo osebnega dokumenta delavca ter podatek o občini in kraju rojstva delavca. Postopek traja vsaj nekaj dni. Druga možnost velja, če delavec namerava prebivati v Sloveniji več kot 3 mesece. V tem primeru se delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in osebnim dokumentom oglasi na upravni enoti ter vloži prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EGP. V tem primeru že takoj pridobi slovenski EMŠO. Ki pa naj si ga zapiše, saj na potrdilu o vložitvi prošnje ni napisan. Po pridobitvi slovenskega EMŠO je potrebno pred nastopom dela urediti prijavo v obvezna socialna zavarovanja preko portala Spot. Nato pa delavcu izročiti potrdilo o prijavi v zavarovanje. Predstavitev je bila osredotočena na postopek zaposlitve z vidika delodajalca. Seveda pa morajo tudi delavci izvesti določene postopke, ki smo jih opisali pod videom. Če niste našli odgovorov na svoje vprašanja, se obrnite na svetovalca EURES Zavoda za zaposlovanje ali pa nam pišite na eures@ess.gov.si.